Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 102. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Milanko Fabjančič, ki je ilustratorka oziroma še malo več kot to te pol zvedeli. Naprej začnemo, še enkrat, ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus, pa unim, ki ga še boste. Vem, da to vsakič rečem, ampak dejansko vsak evro prav prije, tako da ful hvala. Če pa to hočete narediti, pejte pa na apparatus.si/podpri. Apparatus je tudi v iTunesih, tako da če ste tam kakšno oceno, ful hvaležen, ali pa da sam delite tele objave, ko jaz objavim, da je kakšen intervju zunaj, brez vseh poslušalcev, predvsem pa podpornikov, ne bi nikoli prelezel do številke 102, kar je tale intervju. Tako da, evo, zdaj pa Milanka. Drugače, da smo začeli. Odlično. Ja. Ful dober. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Okay. Ja, vdiham. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Milanka Fabjančič. Uradno sem bila rojena kot Milana, ampak to mislim, da je zdaj mislim, da je res prvi intro, najbolj nenavaden intro ever od vseh intervjujev, ki sem jih dala. Nikoli še nisem povedala, kako mi je v resnici imela. A res to nisi Milanka? Ne, nisem Milanka, tako skrivnost razkrita. Sploh ne vem, kako sem dobil, da sem to izjavila. Okay, ampak dejansko, čakaj, zakaj si pa pozdrav Milanka? Ne, veš kaj, celo življenje me pa vsi kličejo Milanka. Cool. Dejansko je bilo Milana tako nek tak ime pedigreja, ampak veš, ko se Milana rodi, je mejhna in pol je Milanka in potem pač se ni pozabil, da se kadar je poredna, je Milana in potem pač, ker je večino časa pridna, ostane Milanka. Tako da. No, okej, to je. Pa pač, ko odrasla Milanka postane poredna, se ti pa kakšen drug ime da. Okej, to je. Pazi mikrofone, kle, samo vem. Jo, nisem ga opazila, sem se od angleški stražar stoji z medvedjo kožo. To je random stavek za ljudi, ki ne vejo, kako ta mikrofon izgleda. Ta mikrofon je za slabovidne, kar sem. Okay. Zdaj, ko si me zmedla z imenom, moraš še povedati, kaj počneš. Počnem pa to. Zdaj bom kar ustanovila nadimek še to, da sem deklica, risarska deklica za vse. Sem se že odločila, da če rečem sam ilustratorka, je to tako, ja, recimo, da je še najbolj obče za to, kar počnem sam. Jaz mislim, da risanje oziroma to, kar počnem, je toliko široko polje, da mislim, da nisem niti še ugotovila, kaj vse lahko rišem. No, ampak tako, ko se reče, pa kaj pa je to široko polje? Široko polje, rečva tako, no, pa dajva miselni vzorček. Ja, no se, no, da slabega. V glavnem, na sredini je ilustracija in potem se razveja v, rečemo, knjižno ilustracijo, kar je par meni še mogoče v najmanjšem procentu, potem ilustracije kot osnove za mojo blagovno znamko HH, se pravi, to je od tehničnih skic do potem dekorjev, ki se znajdejo na različnih predmetih, se pravi od papirnih produktov do emaliranih zadev, bleso torbe, bleso blazine. To je vse pogojen z risbo, ki služi pač produkcijskemu namenu ali pa potem tudi dekorativnemu. Potem rišem vse, kar kdo bi želel imeti narisano, se pravi od snemalnih knjig, kostumografskih skic, k kakšnim celostnim podobam se rado dodaja moje ilustracije, pa marsikaj, no, mislim, tudi te čist privat želje, želimo karikaturo našega bratranca, mislim, pač tudi to delam, vse delam, mislim, you name it, res. Ja. Ok, imam eno vprašanje, ki mislim, da sem čisto vsazga, pač ilustratorja / dizajnerja, ki sem ga imel vprašal, ali si, ko si bila majhna, ko si bila Milanka dejansko, ta prava, ja, ta prava, ali si vedno znala risati? Zahvala gre mojemu očetu, ker je tak en družinski kronist, in on vedno tako kakšne zgodbice reciklira, pove na novo, in zato vem, da prva taka moja prepoznavna risba iz otroštva je bila pri starosti 2 let in sicer mislim, da se res prav dejansko spomnim tega občutka, ker sem pač čečkala in potem v enem trenutku
so se mi neke random podobe začele združevati in sem pač rekla, to je kura. Aha. In pač to je kura moment, ne, to je pol visela, zato se tudi jaz spomnim, kako je izgledala, ker je visela na steni še leta zatem, že vsa obšlesana, porumenela, pomačkana po vogalih. In to je kura moment, je bil pač začetek, da sem znala risati, ne, rečemo. Čeprav jaz mislim, da zna risati čisto vsak, sam je pa res... Čak, a lahko? Jaz opazujem to pri svojih 2 sinovih, ne? Okay. A veš, kako se to porodi, pač to želja po risanju je različna. Znali bi po moje risati vsi, sam pač ta nivo, koliko se ti zaljubiš v to početje, je različen, ne? A veš, da pač ena palčka lesena, ki ima na sred neki temen, ga pušča za sabo neko sled, enemu je to ful fascinantno, enemu je pa tako prilično, pač vzročno posledično, ne. Enim je pa to res povod za raziskavo, ne. In mislim, da smo se tle različni, a veš. Sam to, ki te pol te prime, pa pač v to vlagaš malo več. Tako, jaz mislim, da je tle catch, ne. A veš, enemu drugmu bo pa pač bolj zanimiv, ne vem, ali fizično raziskovati, gibati, toliko bolj, mislim, saj verjetno imamo vsi vsega mal, ne, sam pač vem, da če imaš tudi ambient doma, ne, pri nas smo sami risarja, ne, se pravi, z Mihom sva risarja in slikarja, in ta mala dva nimata druge, kot da preprosto že v štartu čist napaljena na risanje, ne. Verjetno, če bi pa pač mi doma gojili strastno neke čist druge aktivnosti, oziroma živeli druge aktivnosti, se to niti zdaj tako rečeš, zdaj bomo pa risali, ne. Mislim, to pač, a veš, ko se zbudiš, imaš svinčnik v rok praktično, ne. In nam je to zelo naravno, ampak, a veš, ko tudi v vrtcu čisto vse otroke, vsa grafomotorika izvira iz risbe, a ne? Vsa pisava izvira iz risbe in pišemo v končni fazi itak bolj manj vsi v tem delu sveta, no, bom rekla. In, ne vem, meni se zdi pač to veliko do okolice, siguren je neki tudi talent, sem jaz pri sebi vidim, jaz sebe sploh nimam za neki ful talentirana, sem pa obsesivna. Jaz sem pa obsedena z risanjem, a veš? Kaj da pomeni? Pač, zdaj sem že v tej fazi, da z risanjem dosegam neke take trans stanja, brez droge, recimo še najbolj me butne to, da sem lačna, ne? A veš, ko sem tok noter, da pozabam, ampak polka je že prepozen, da bi ven splezala, da bi se tok trešila po buči, da je 5 jes, ne? Takrat, ko sem pa čiže lačna, pa še krišen, ker sem čist noter, ti si je pa tako, po moje, mislim, res rabam orang, mislim, da 1 uro, da pridem k sebi po tem. Ja, verjamem, zdaj to ni zdravo. No, ampak ješ, veš, ne, ampak je pa tako, totalni haja, veš. Ja, okej, štekam. Ja. Sem poti to imaš to res rada, veš, kot če veš. Ja, ampak, veš, tako, ko bi rekla, ne vem, ko gledam na faksu, ko pridem v prvi letnik in tam, mislim, res, jaz sem padla v tak letnik fantastičnih risarjev in čisto biti si vsak nek svoj izraz. Mislim, tako, nam rekla cel letnik, ampak ful velik del letnika. In meni so se vsi zdeli tako, kva je sletela, vsi ful talentirani, ne. Ampak pa si pa videl, ne, na koncu 4. letnika slikarstva, se je pa pokazal še en segment, ki je ful pomemben, in sicer učljivost. Pa koliko si ti fighter v tem smislu, da so te 50 000 krat dol trešil in kolikrat si vstal. A veš? Kaj pomeni dol trešil? Kaj da pomeni? A že v 4 letih slikarstva? To je že skoraj, mislim, epsko, mitsko, kako se dela z učenci na raznih umetniških izobraževalnih programih. Nam zdaj sam Slovenija izpostavlja, ampak meni recimo ta Whiplash film. Mislim, to, ko pogledaš Whiplash, pa če si slučajno dal kaj podobnega kdaj skozi, mi smo se slikarji klicali med sabo, a si gledal ta film, ful se prepoznamo, vsi smo se ful nekaj prepoznavali. Pa zdaj ne veš, ne toliko zaradi mentorjev, ampak zaradi te tvoje perfekcionizma in koliko ti bi samega sebe na pol pretrgu, sam zato, da bi za mikronček naprej stopil.
Kaj pomeni naprej stop? No, veš to, ne? Kaj pomeni? A veš, ker se rekla prvoletnik, pa vidiš, da so vsi teletirani, pa kaj pol na koncu rataš, ne? A veš, ampak tako, pa zdaj tudi od Milanke, ne, do Milane, ne, varianta, veš, ta progresija neka, ne? Ja. A si ti pri sebi čutila, da dejansko tako, da napreduješ, karkoli pač to pomeni, tudi že pred faksom, ali si še pol tam, veš, kaj ti reče, eden, ej, tole je pa boljš kaj lani. Ni tako zelo, vsaj pri meni, no, ni tako zelo povezan z nekim feedbackom od zunaj. Je sicer to vedno ful dobro, zaradi tega, da se ti ne zgubiš, pa da ohranjaš neko samozavest, pa da se uspeš, seveda, niti ne v končni fazi, ampak že skoraj v začetnih fazah preživljati s tem. Ne? To je seveda podstat, da lahko nadaljuješ, ampak tako psihološko pa meni osebno recimo zelo veliko pomeni to, da se nahranim, jaz ne vem, kako naj to čisto res povem. Recimo, že zanj enkrat sem razmišljala, kako sem doživela v razponu 1 ure zelo intenzivno to razliko, kako delam za nekega naročnika, pa za sebe. A ne? Naročila sem si, da do te ure moraš to zaključiti, zaradi tega, da ti ostane od delovnika, rečemo, še tiste 2 ure, da pa nekaj zase narediš. Ja. In vmes, ko sem recimo zaključila tisti za naročnika in potem sem imela, nekih 20 minut pauze, tako da sem dejansko šla, na WC, pa mogoče sem svojo eno banano pojedla. No, eno banano. Motnje hranjenja. No, kakorkoli, a veš, ta prestop, ko se je zgodil, ko sem se ponovno usedla za mizo in si dala pred sebe prav te svoje risbe, ki jih delam zase, je bilo tako, tako prav v telesu sem čutila, kako se ena škatla s ful plastmi odpira, ali pa čebula, no, sem čebula, imam malo stinki prizvok, da je tu pustiti škatla, več plasti, večplastna škatla in tako veš, da bi en pokrov za drugim tako odpirala, kada sem mogla, in pol sem bila happy, ker sem prišla do tistega odprtja in sem pač zase risala, ampak pol naknadno, par ur kasneje sem razmišljala, koliko sem mogla eni škatelj imeti zaprtih, da sem lahko delala za nekoga drugega, da nisem imela vseh svojih estetskih sodb vklopljenih, da sem se predajala zgodbi, ki je od nekoga drugega, ki je mogoče tako, pač lahko se uživim vanjo, ne moram biti pa, believer, ne moram biti totalni believer, ker ni moja, preprosto imam svojih tok, da ne moram pa od druge 100% verjetne. Ampak se v tistem dejanju, procesu ustvarjanja za nekega naročnika totalno pretopim van, kolikor se lahko druga oseba neki, ne. Ampak to, a veš, mislim, da nikoli še nisem tako živo začutila tega momenta luščenja. Veš, tistim pol, ko sem slekla teh 90 plasti škatelj in prišla do tega svojega, sem bila tako, jaz sem tukaj, jaz ne me klicati, ne me motati, ne mi ure kazati, mene ni, puste me. In pa že spet nisi jedla 4 ure, sklepam. Ne, zapore pa v tem, da se mi zdi, da pa čist zares v tist najbolj trance-like state padam, je pa tudi zelo hiter, to je taka koncentracija, da sem tudi zelo hiter, sem zelo produktivna, se pravi zelo hiter delam, ampak se tudi ful izčrpam. To je recimo skur, ne. Čiste skur, se pravi sem po 2 do 3 urah tega maksimuma, tako kot bi bila po 8 urah nekega laganega dela. Ja, štekam. A veš, ker se mi zdi, da moram prav tako o tem, ne, zdaj pa dihati, zdaj pa seveda jest, ker sem pošast postala vmes, veš, ker pač ni bilo hrane. Ne. Ampak, a pa znaš to si zdaj tako, a si znaš to preklicati? A veš, ta si znam preklicati. Ja, okay. To zmer pomislim na Johna Cleesa, eno fantastično predavanje o kako začenjati kreativni proces. Ne. Je tako genialno in čist v nulo zadev, kako to gre. Najprej si rečeš, danes bom to naredil. Ne. Recimo, danes moram biti ustvarjalen, karkoli že to je. In potem traja nekaj vsaj 3/4 do 3 ure, ne, ko ti moraš še papigo nahraniti, pa maile pogledati, pa nekaj v hladilniku finga. A veš, in to je en izgovor, preden se dejansko spraviš do tizga. Ampak se mi zdi, da
vedno bolj odpade pri meni to neko ta prokrastinacija, dokler ne pridem do tistega. Zaradi tega, ker imam družino in je moj urnik vsak trenutek, ki ga lahko izkoristim za ustvarjanje ful zlata. Ja, ampak to je eksterna sila, ne? Eksterna sila. Ni zdaj, da si ti to pri sebi rekla, to je zato, ne, ampak pač to je moj life, a veš, jaz se strinjam, da če bi bila verjetno brez familije, bi bila po mojem tak, a veš, John Cleese, off the grounder, ne, totalni, ne. Danes imamo pa svojih 12 ur, a veš. To je moja divja fantazija, ne. Ni več tega luksuza, ne? Ne, ni več tega luksuza, sem pa prepričana, da je to obdobje, ne. A veš, verjetno ta luksus bo prišel in bo hodkam takrat počela. Fakt, zdaj mi 60 idej se utaralo naenkrat, kaj se bi. Ampak tu pa je, ki ste rekla, tiska zase rišeš, ne? Pa kaj pa rada zase rišeš? Zdaj sem v fazi cirkusa. Kaj pa to pomeni? Cirkus, kot neka, veš kaj, sem vedno bila ljubiteljica fantastike. Okay. Ful fantastike. Kaj je fantastika? To razlož, ne sam reči fantastika. Okay. To si je vsaklo svoje posranje. No dobro, pa rečemo tako, da sem v osnovni šoli začela, pač itak sem imela že vzivko položen, da sem knjižni mola. Ne? In potem začneš brati in ugotoviš, da pač recimo, da sem začela sem znanstveno fantastiko. Znanstvena fantastika mi je bila tako mogoče prva vstopnica, ne, v to knjižno molstvo odraslo. Ne. Potem pa se mi zdi, da starejša, ki sem bolj mi je všeč fantastika, ki je vsem nekako poskuša gledalca prepričati, da je realna, ne, se pravi, kot da se vod zdole na eni situaciji, mi dva tle sediva v resnici še dva človeka, zraven sedita, kista, ne, a veš, tist nek zamik realnosti, to me mogoče zdaj bolj. Ne zdaj tist, da bi ful, mislim, sej valjda gledam Game of Thrones, Star Wars sem zdaj ponovno se šla gledati, mislim, tako pač si privoščim. Vse? Ne, veš kako tako bom rekla, ker ta novih se nisem niti vedla, ker sem bile tako, pač že tista prvi glimpse, ki dobiš tako, tudi pa neka animacija, pa pač kar ignorirala in sem se zdaj tako bolj zaradi izobraževanja, ne, sem šla gledati in sem gotovila, da po 5 minutah sem tako dolgočasna bila, da sem tako, A ni noro, kako je bil za nič. Tako res, glede na originalno trilogijo. Boleče je. Kakor me je originalna trilogija zdaj z očmi današnjega časa tako fascinirala s to Garda-Lendovsko pošvedranostjo, veš, kaj vse tisto tako vidiš, kako je kaj, ampak še zmeraj je toliko dober, kaj toliko. Jaz mislim, da zaradi tega stoji to, ker je vse tam uničen v svetu, ker nič ni šajni, ne. Ja, pa tako je, veš, si moraš reči, ta fantastika je dosti bolj je prepričljiva, nekako to, ko imaš, pa se mi zdi, ne vem, tako vse gre res samo v to smer, da se konstantno zmer več na monitorju neki strelamo. Mislim, tako res prav heceno, tako vse nek laser šov. Niti ne govorim zdaj tako v vojni, ampak tako, a veš, vse nek tiske, da bi strobo preklopil. In vse to, in isto je reklama na televiziji, a vse, ves ta čas, veš, konzumacije nekih vizualnih inputov se toliko skrajšal, da jaz, ko sem se zavestno odklopila 6 let nazaj od televizije, tako, vsake to, ko pridem pa pogledam, pa tisto, kako mi nastrelajo tudi, ne vem, v 10 sekundah, v 3 sekundah, koliko informacij mi nastrelajo v oči, ki jih še sicer uspem s svojimi dinozavrskimi očmi slediti, bo se rečem, vi ste blazni, to je brainwash, to je lobotomija, veš, ful prisegam raje na to, da sedim na svojem vrtu in to me kul. Ne, vse to je res. Ampak, ti sam tako nazaj na fantastiko, že znanstveno fantastiko omenila, musím zgovoriti. Kaj si pa brala pol? Kaj to pomeni? Če bi mogla tako, pa da naš preveč lutala, tako da bi rekla 2, ki si jih takrat prebrala, 2 bukle, da bi rekla, to je pa znanstvena fantastika, kot si jo Milanka predstavlja. Ja, Asimov pa Wells, pa tako, veš, prav res, prav res. Tam, kaj je treba začeti. Veš, če me fora, da je moj oče iz njegovih ust prihajalo do mene priporočila, ne. Takrat še ni bilo poplave prevodov 1001 tacga avtorja in tudi ni bilo še te
produkcije vsega. Ne. In sem imela en filter, rečemo tak, dosti poznavateljski dober filter. filter, če si s tem začel. Ja, s tem kaj pa sem filmi začela. pol? A veš ko, zdaj če si Star Wars že, a si še kaj drugega, da ti je bilo kul? A veš o teh, ki bi človek rekel, da so zdaj že klasike, a veš ko, 70, 80, recimo, ne? Prvi film, ki sem ga šla v kino gledati, je bil Batman. A ta odvrtna? A se to je v redu? Ta s pingvinom. Ne, to je dvojka pol. To je Ja, to je- sem to je- čakaj, kako je šla. tam je Batman pa Batman Forever. Ne, kako Mislim, da že? sta pingvin, ne, Ali pingvin Returns? pa ta Catwoman. Ja, sta mislim, da to v je tistem. dvojka, to je No, dvojka. to je bil moj prvi okej. kinofilm. Tam Danny DeVito Hara. Istočasno je šla moja sestrica, ki jo tudi poznaš, v Ja. kino gledati Smrkce. Okay. In smo imeli obe tako ful različen flash, ko smo prišli domov iz kina, še jaz ko pridem tako, Batman, power, ne, ful naspirano. Ja. Tomarče je prišla pa pasujoča, ne, pa tako, kaj pa je bilo? Ja, Smrketo so ugrabili. Ja, ok, lepo. Tako da ja, pač ti. Dve Kino. poti. Dve poti, Dve ja, poti. ja. Ampak, veš, ampak glih to je, recimo, kot zdaj Batmana, pa če gremo v ta, veš, kaj sprej rekla, zamaknjena fantazija. Recimo, ne, veš, ja. ta odnovljena Batmani so taki, ne. Odnovljena Ja. Batmani se dogajajo, kaj da se zdaj dogaja, Ja, ne. ja, ja. Ampak je to, ki je, pa tle je fantazija, že težko rečeš, že bolj v tem smislu, da Ben se ne bi tega šel, ne. Ja, noben ni tako Ja. dober. Ja, to je to. Zelo sem meni, da smo Watchmen nikoli, ne. Watchmen si brala kdaj. Ne, nisem brala, ampak tako vizualno. Ja, ne, ampak to, veš, Watchmeni so to, ki pripeljejo do konca. Kaj bi, če bi bilo, če bi se en oblačil na topirja? Ja, Kakšen je ja, ta ja, človek, ki za tem stoji, ne? To je tam razdeljeno nulo. Ne? To so Watchmeni. Vse film je fajn, ampak strip je pa res, oziroma grafični roman. Ne, se temu reče. Ja, je pa res epski. Ne? Ampak tako, meni je tudi to všeč. Zato za mene Star Wars je recimo kul, ker ni te, ker, še enkrat originalna trilogija, ker je res nek svet bil tam narejen. Ne? Tako, a veš, tako, ni Michael Bay. Michael Bay je anti to, veš, Transformersi so anti. Mislim, sploh Ja. kar želodec mi reče, obrn se stran. Ni hiva. Ja, ampak jaz mislim, da meni je kul, jaz Michael Bay, jaz mislim, da Transformers je vsaj en film, vse, kjer ga gledaš, so vsi isti, več, ne, ga celo moraš videti. Ker ti eksplodira glava, pa pol vidi, pa lahko prišije, veš, vse ostale zdaj, ki so boljš narejeni. Ampak pazi zdaj, kam je pa meni streljnilo. V 80-ta v Power Rangerse, ki so bili po televiziji. Ja. To, kako so Skywalker, oni to, mahali po zraku, preden so povedali en stavek, veš, ta komedija, ampak to je bil tudi nastavek, če se ta zga, veš, Ja. tako much ado about nothing. Je tako ful kriljenja, ful enih barv, tako ful neki boj, pa tako, zakaj se pa borimo, se tako sploh ne vemo. Veš, Ja, ali sem pač, Power Rangers dajmo so bili takrat, v- Power Rangers so bili takrat tako velika stvar, da je Oprah bila na eni točki proti, ker promovirajo nasilje, razumeš? To se mi, veš, pa do nas se mi zdi, da ni to toliko prišlo. Jaz sem jih na Sky One gledal, ne, ko smo jih tako kradli, cel blog je kradel satelitski signal, ne, tako da jaz ne vem, koliko ljudi je to dejansko. Ej, tle je mikrofon. To se je po jugu itak takrat nočno dogaja. Pač satelit so nekam usmerili, pa če si lahko videl, si videl, kaj je briga. Veš, ampak hočem tako reči, da pač, to je eni Power Rangers bila res velika stvar. Veš, Star Wars je pri nas, mi smo jih itak vsi kasneje spoznali, pač juga, železna zavesa, whatever. Veš. Pa še ta fora je bila, da nisem imel nikoli tega feelinga, ki ga imaš v Ameriki. Ker ga vidiš v Ameriki, imaš res fene, pa te konvenčni, pa te Star Trek zadeve. A veš, tako, mislim, pri nas nikoli ni bilo tega feelinga, tako da mi, ki smo to nekako najdali, veš, pa ti je bilo že takrat kul, ne. Ne vem, koliko je bilo tega folka, jaz sploh nimam občutka, da je bilo to trume ljudi v Sloveniji, ki so tako, Star Wars. Ne, veš kaj, zdaj si še en tak spomin privlekel, ne vem, z mojega kolena, očitno nekje full deep down. In sicer sem se spomnila, sem morala biti, ne vem, kakih, rečemo, 8 let stara ali pa mogoče še manjša. In sem prišla, po noči je bilo, ne, in vem, da sem že spala in potem sem se zbudila, slišala sem še, da je televizija v dnevni, ne, in pridem tako in sta tam starša, in tako seveda ne vnoko, kaj gledata, ne, kao smisel, a lahko pridem zraven. Pa tako, ne, to je nek film za odrasle. Pa je tako, aha, kaj pa je? A veš, pa tisto, ko se sedeš na kavč, pa malo pokukaš na monitor, to je vojna zvezd, to ni zate. In prav spomnim se, da je bil cel prostor full temen, ne, kar sta pač v temi gledala in monitor je bil, mislim, televizija je bila čist temna, kar je bilo seveda vesolje, ne, in tam se, pravzaprav sam tega se spomnim, da se mislim, da je hodil
prtladi. Mislim, nič tazga. Ampak sem tako, tista tema, temna soba, temen monitor in starša, ki rečete, ne, to ne, to je vojna zvesta. Pa no še ne 17, bolj zanimiv sklepam, ne. Itak, to, kaj je to, a veš, kaj je to, kaj jaz ne smem biti tlele, tako več. Pa nad sporom ga ni bilo, a veš, tisnič, ekscesov, okay. Tako ne, to ni zate, to še ni zate. A si stripe poleg daj najdla vmes? Ne, to pa ne. Mislim, če ga govoriva o kakšnih... Ne, splošno, stripe tako. generalno pa ja, ne, itak, sorry, to se zdaj... Ne, to štekam nekaj, pri nas itak, to sem se že parka z ljudmi pogovarjal, ker ti Američani pri nas so bili ful dragi, teh ameriških, ne, veš kaj, jaz sem pa gor zrasla z Mikijevimi zabavniki, pa potem pa itak obsesija z Vitoripcem Trdonjem Lakovnikom. Pač klasika, jaz mislim, da smo vsi, kaj rišemo, da imamo to isti stavki izrečeno. Slejko prej ste se srečali, Ok, zdaj pa da gremo nazaj, kaj pol ti, ki si rekla fantazija, pa kaj zase rišeš, ne? Zdaj, veva podlago, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da zdajle me zanimajo ene take risbice, ki so čist preproste svinčnik na papir in rišem kar ene podobice, ki jih potem tako nekako vržem v isti koš in rečem, to je cirkus. Ne? V osnovi gre za neke prizorčke, ki bi lahko bili maškerana neka druščina ljudi, ne? Ampak hkrati so pa tudi tako, kar malo ene domišljijski liki zraven. Ena moja prijateljica je zelo dobro pokomentirala, ker pravzaprav sta mi dve to rekla, ena je psihoterapeutka, ena je psihologinja. To je zanimivo, povej. Ja, sta rekli, da so te risbe pa res moja privatna psihoterapija, ne? In se strinjam, zaradi tega, ker jaz vsak ta lik, ko delam, imam ene 5 interpretacij, kdo ta lik je. Dejansko daješ tako, ne nota. Okay. Ne hote, a veš, tako med tem, ko rišem, ker recimo tis ful picajzlasto drobim tiste moje milimetrske oziroma 10 milimetra črtice, ne. A veš, tako pismo ta mi predstavlja tega, pa unga, pa v unem trenutku tega. A veš, tako dejansko predeluješ ful ene osebne zgodovine, kljub temu, da to potem nočem razlagati in ne nameravam nikomer, zaradi tega, ker se mi zdi, da če sem jaz noter to polagala, recimo neka občutja, ko sem to delala, lahko vsaj 1% tega se zbuja naknadno v ljudeh, ki to gledajo. Ne? In to je mogoče poanta, zakaj so te podobe, vsaj tistim, ki so jih že uspeli videti, ful privlačne, ker takoj ene zgodbe svoje noter položijo. Ne? Zakaj je to, kdo je to, kaj je ta tema. Ampak, a tukaj zase delaš, a veš, če zdaj rečeš, da ti pač rišeš te pač tako scene oziroma podobce, a veš, ki je razdrobljen, pa rečeš, da to daš v scene, a imaš neko končno vizijo? A veš, pri naročniku je tako, jaz bi rabil to, da imamo tako, to, ki je treba. A veš, kaj si pa presep, a veš, kaj na koncu bo vam padalo? V smislu ne točno, kaj bo narisano, ampak tako, a veš, a bo to neki knjig, da šla lahko v knjigo, ali ne, ali kva? Jaz sem tak avtor, to je dejstvo. Je pa res, da mogoče glih tole konkretno, kar se zdaj pogovarjava, je še najmanj od vsega, kar sem doslej delala v sklopu lastne blagovne znamke. Je sicer nekaj, kar se lahko podpiše, da tja dam, ampak veš, jaz sem to imela prvo idejo, jaz bom sam narisala nek teaser, da grem na službeno potovanje. Čistko. Pa sem začela risati, ker je bilo tok, veš, neambiciozno, dejansko je šlo za obvestilo javnosti, ampak pol je to radilo tako čist nepomemben, da je to neko obvestilo javnosti. In potem, ko sem začela risati, se moja poslovna Milana zraven usede, pa prav tako zdaj si poravna svoj kostim, ne. Milanka ga ne nosi, no, ona pa ga, veš, in si potisne očala malo više po nosu in reče, ja, tole pa lahko zdaj spremenimo mi v zvezke, lahko je to na zvezkih, zasučemo, da je to nova podoba tvoje blagovne znamke, lahko narediva koledar, lahko narediva potisk za blago, a veš, una to zraven kalkulira, jaz pa tako, da je tisk, jaz moram risati. Ampak to je meni zanimivo, zaradi tega, ker se mi zdi, da a veš, o temu se nikoli ne pogovarja, zmeraj me pač, ali je ta čista umetnost, ker ljudje samo delajo, ljudje bojo čutili, ne, a veš, ali pa naročnika, bum, ne. In potem ta neka umestna varianta, a veš, ki se pa prvi dogaja, ne, a veš, isto, ki se ima plono, ne, a veš, vi pa tako, pač dejansko je
To me je ful zanimivo, ta prostor med neko umetnostjo, ki res tako rišete, hoče, da je nekaj zase, pa je pa takoj zraven, ko bo šlo na šalco. Ja, pa na zvezde. ja. Ampak to je meni ful fascinantno, ker se mi zdi, da jaz ne vem, koliko je to prej res obstajalo. Se mi zdi, da prej je bilo to zmerom ali čist načrtno, ali koliko je tam zvršnika delal, ali si bil pa en model, ki je pa Luke Pelci objavil, veš ko, mislim. Ja, vem, ja. Zdaj se mi pa zdi, da jaz ne vem, ali je to novo, ali pa sam meni novo. Veš, ko se mi zdi, da je zdaj, pa to sem pa zmerom navezal na kompe, pa na to demokratizacijo malo, ne. Eno je to, drugo je pa to, se mi zdi, da vsem, mislim, jaz ful nočem neke take od kakšnih kolumnistov izjav uporabljati v smislu Slovenci smo taki pa taki. Ampak jaz mislim, da smo mi v osnovi en ful skromen narod. Ampak to ne mislim zdaj tako v ful krasno dobrem pomenu, ampak tako, a veš, mal nam ni fino povedati, kaj znaš. Rajš pa vidiš post-festu in da te pa vsi hvalijo. Ja. Zdaj se mi zdi, da smo se pa malo oluščali te mentalitete, Zakaj? rahlo. Ne vem, jaz osebno zase vem, da nimam za sabo nobenega menedžera, ni nikogar, ki me bo čuval. Ja. In sem sama tista, ki se čuva. Se pravi, če rabim to poslovno Milano v kostimu, ne? Je pač mi zelo koristno, da je, ne. Jaz sebe, če pogledam svoj, recimo nek zrcalo notranje, ki sebe vidim, jaz sem vse eno zelo ranljivo, pravzaprav kar malo, to se bo mnogo komu kar zataknilo kosilo, če bo to slišal, ampak samotarsko bitje, kar mi verjetno nihče, ki me pozna, ne verjel. Ampak meni ta trenutek, ko sem reči, jaz, to sem jaz, ne? Tisto vse ostalo, prodor v svet, komunikacija, pa vse to je potem na drugem mestu, ne? Ja. Ampak kaj še zmeram jaz se mi zdi, da te veščine včasih sploh ni bilo treba imeti, ker je bilo toliko manj ljudi, ki se je sploh, Milane, ljudi včasih, ki so risali, niso rabili, ne? Ker če je že risal, pa je od tega živel, je šlo po nekih drugih poteh to. A še pa nekje tako vmes lebdite, zdaj ful enega fulka, ki veš, ti ni šla v eno firmo, mislim. Ja, ne, meni je to novo, jaz mislim, da tega prej ni bilo to. Veš, prej je bilo zmerno, tako jaz delam zdaj za naročnike, to pa na vsake 7 let neki narišem tazga, Ja. mogoče lahko kam spravo, pa še to je bilo zmerno, tako bom imel razstavo, nikoli ni bilo jem zvezke prodajo. Režim je drugačen, no, se mi zdi, veš kaj, zdaj se mi spet več nekih misli sproženo. Eno je pač to, da včasih so bili recimo ti galerijski sistemi drugačni, pa sistem obdavčevanja je bil drugačen in ti, če si recimo imel neko hudo firmo, si dejansko imel nekaj od tega, če si kupil kakšno art piece, ne? In dejansko je bil to nek sistem, ki ga zdaj ni, ne? Ja. To se je pač porušilo, se pravi, ta blaginja za neke nadpovprečno hude avtorje, ne, je zelo pod velikim vprašanjem, ne. Potem, ne vem, pač jaz sem že tekom faksa morala pa se nekako razčistiti to, veš kaj, na slikarstvu se velikokrat uporabljal termin ilustrativno kot zelo slabšalen. In jaz to je, ampak fora je v tem, da sem ga tudi jaz narobe si interpretirala. Ilustrativno je, saj tako, kakor jaz razumem, da so oni misli, je površinsko, je opisovanje dekorja, recimo tako, če povem, ne, namesto da bi jaz čvrsto anatomijo tega nakca, ki sedi pred mano, zapopadla, bi šla delati zgolj sam nohte pa dlake. In ne bi štimal, vse bi izgledal izumetničen, a veš, lahko, če bi jaz bila tok, ne vem, tok ekspresivna, da bi rekli, ja, to pa čisti baskja v redu nohti. Ampak jaz nisem tak avtor, jaz sem res zelo kiči na nek moment, ne. In zame, za moj stil risanja je ful pomemben to, da recimo mora biti čvrsta zgradba, ne. A veš, ne morem okon v luft obesati, ne. Rabim imeti ful temelje in pač ilustrativno bi bilo to, da bi jaz samo okna obesila v luft, ne. Slikarstvo pa mora imeti nek srž tak, zdrav, ne. Saj tako, kakor jaz to gledam. Okay. Ja. No in preden sem jaz pač poštekala, da oni ne blatijo ilustracije, ampak sam površinski pristop k risanju,
A veš, sem ful skrivala svojo ilustracijo. Jaz pa delam kot ilustratorka od svojega 16. leta. Ja. Se pravi, sem par let pred faksom že služila denar s tem, ne? In potem sem to skrivala na faksu in ful mi je bilo grozno in ful sem se počutila, fak, sem jaz tle nek miniaturist, vsi ostali obvladajo, pa tam imaš neke enormne formate, ne? In potem je prišel čarobni trenutek, ko sem pa odkrila, da znam animirati, se pravi, da znam risati zagibljive podobe in da mi je to ful lastno, da ful lahko strukturiram en gib na 12 ali pa še več trenutkov, ne? In to je bilo nekaj, kar so pa tudi moji mentori na slikarstvu rekli, ok, to je pa ful redka veščina, ne? Sicer ne s takimi besedami, ampak so tako ful lepo so rekli, lejte, to je dober, ne znamo pa mi tle vam, pomagati. Najte si na drugem oddelku mentorja, ki vam bo potem, lahko nam rekla pariral, ker tu pa bi špekulirali, da oni tega ne, ampak to je tuk drug jezik, ne. Ja, štekam. In pol sem bila jaz osvobojena. Ker je prišlo vsa ta moja, to je že skoraj manično risanje, je pa prišlo v službo svojo, ne. Ja. To, da pa lahko... Najdla si se. Najdla sem se, bila sem tam, pa sem gledala vsod sam ne na pravem mestu. Ne. Okay, pa samo en splošen vprašanje. Ne. Kaj, pa tako, odgovor, kakor misliš, da veš, kakor ga ti slišiš, ne, ampak kaj najraj rišeš? Ali pa ilustriraš, ali pa slikaš. Ampak tako veš, da bi ti, to vem, da je tako ful nehvaležen vprašanje, ampak me zanima, zdaj, kateri se 17 različnih stvari počneš. Vse to, kar sem jaz videl. Ampak tako, kaj najraj rišeš? Ljudi. A ljudi, ok. Ful simple. Ok, fair enough, to je ok. Ja, ljudi. To je vprašanje, ki je staro, pa tudi, oziroma datiram ga nazaj v čas, ko sem bila stara 12 let, ko so me vpisovali na prvi risarski tečaj v Pionirski dom in pol tam Lado Pengov, akademski slikar, ki je takrat učil ta tečaj, ne, tam tako s tistimi učalci, tako na zadnjem milimetru nosa, tako pogleda, ja, punčka, kaj pa ti rada rišeš? Pa z isto flegmo, ko zdala ljudi. In bi tako, verjetno so ponovati rekli, ja, ne vem, princeske, ponije, ne vem. Ja. Ampak to, kar sem jaz odgovorila, to ni bilo zdaj, pač nisem vedela, kaj bi, ampak to je zelo do današnjega dne res. Aha, ok. Ja. Ker sklepam, da je to tudi zajeban. Mislim, ja. Kaj drugega, folkri, a veš, mislim. Ja, malo je tako antropocentričen sistem. Ja, pa hiter kri pirata, ne. Hiter kri pirata, ja. Mislim, da to narediš na cool način, se mi zdi, da je težje. Mislim, konja pa moja lahko tudi malo na kripi narediš, pa se ne bo to kripi spadlo. A veš, da konja pa ne vem, če sem narisala 10-krat v življenju. Ljudi človekom, ki ne zna nič narisati. Resni panike. Moj oči do današnjega dne trdi, da zna narisati samo žirafo. A ja, to so te scene. Ko znaš biti, jaz znam pa eno stvar narisati. Ja, jaz pa tudi eno karikaturo, ki sem na tokrat narisal, da im jaz tudi neki noter. Unga Snoopija iz Dvojke pa petke. Ne, nekaj svojega. Jaz sem enkrat prefotro videl, kaj je ta dizajner, sem videl eno knjigo, enega modela z nosom, kao narišem. Samo jaz razumem, kaj narišem. Noben ne ve, tizga. Da prosim nariš. Ne bom. Saj mikrofon, tle se na noben vidu. Ti boš videla, dosti. Ok, lej, pa še to, pač meni zmeraj pač ta del fascinira, pa tisto ta generacija, ki je bil ta prehod pač na kompe, na eni točki, veš. Kako je pa pri tebi to šlo? Ker na eni točki je bil papir pa svinčnik, pa sklepam, da je enkrat vakuum letel, pa Photoshop, pa to. Ja, veš, mislim, ja. A si se hitro najdla v temu, kako je bilo? Pravzaprav sem začela uporabljati vakuum, ko sem bila mogoče drug ali pa tretletnik faksa. Ampak ni bil vakuum, ampak je bila neka kretenska konkurenčna firma, ki sem po moje potlačila dejansko ime. Ja, okay. V glavnem bil je... A veš kaj, nisem vedela, noben mi ni svetoval pri izbiru. V glavnem pač tiska s svinčnikom rišeš na računalnik, ne? A veš, in pa ti neki dajo. In to je bilo tako slabo, da sem bila tisko, jaz to ne bom mogla. Ampak sem še tis nekako usvojila. Ja. In potem epifanija, ki mi pa reče, da je napačno firmo, da investiral v en vakuum, ne. In kupam vakuum in tako, okay, to pa zdaj to, ne, to pa ni nobenega razkoraka od možgana do monitorja. Tako da
po tistem spotikanju čez lastna kolena, ko sem imela napačno opremo, ko sem dobila to pravo opremo, je pa pol to zdaj povsem ekvivalentno. Ja, tako ni več tega. Ne čutiš več te barijere, da je to pač zdaj v digitali. Veš kaj, čutim pa razliko. Ja? Ni mi barijere, ampak čutim pa razliko, ker recimo pri grafičnem svinčniku jaz ful dobim eno tak kiks v svojo risbo, ne bom rekla. In sem se naučila ta kiks spreminjati v svežino, ki služi končnemu cilju. Medtem, ko pri ročnih risbah pa picazlam tako nulo. Ja. In ni te svežine, so pa druge komponente, ki so pa ful fine. Ne? Tam je pa pač to totalno metikulozno. No, samo to meni recimo fascinantno, da pol tam, ko una zadeva prenaša tvoj gib, ne? Da veš, kako ga narobe prenaša, pa to izkoristiš. To je dosti legit. Ker je ta del štekam, ker je pač ni tako kasenčnik, pač ni. Zdaj, kdaj bo? Ne, pa niti ne čutim potrebe po tem. Ja, ne, se ne verjamem, ampak mi je pa tako, mi je pa zanimivo to, da si rekla, da veš, kva bo tam narobe, zdaj delam narekovaje, ne, ampak ker to je zmer. Jaz ne vem, ampak Microsoft naredil ta Surface, ne. Veš, je v bistvu tablica / laptop, ki so ga naredili, ne. Neka pro verzija, ki ful stane in imaš stylus zraven, ne. In je baje digitizer, ta zadeva, ki prenaša, ne, je baje ful natančna, veš, ki pa rišeš dejansko gor, sploh ni ta vakuum monitor, ne. Ne. In je baje ful fajn, ne, ampak nisem še benga, ti ni še nič risala na temu, ne. Ful bi enega radov, ker odzuni tako, ko berem članke, da to so pa vsi najbolj napajajo. Tako, če rišeš, ker je baje toliko natančen ta, veš, vnos s stylusom, da še enkoli ni bil, jaz ne vem, pa to pomembno, ne. Ok, tudi kratko povem, random podatek, ampak lej. Sam ne vem, jaz sem ful taktilen tip, veš, meni je pač res ta dotik papirja, se sliši se patetično, pa klišejsko, ampak res, meni je to toliko prijazno, meni je čutiti papir ful prijazno, tudi da ga sukam, da ga zmečkam, vse to ima nek čar, tudi da si moram pod desno, kar rišem, podstaviti še en list papirja, si dan, da ne brišem svojih potez. Meni je to ima ful nek feeling, ko pogledam pol ta, ne vem, ko naj rečem, pomožni papirček, pa spod siv od moje dlani. Ne vem, vse to mi ima en tak šarm. Jaz sem oseba, ki bere knjige, razumeš? To je bila moja naslednja. Ni variante, da bi jaz Kindle imela, ki mi je tako... Jaz sem zelo nehal vabiti v aparatu s te ljudi. Kindle je najboljša stvar, ne bomo se pogovarjali. Sam da čitaš je fino. Imam jaz ljudi, ki ne berejo nič. To je ta minimum, beri, saj beri človek. Veš kaj, jaz mislim, da to so pač različni nivoji, ampak meni je to, ko nosim s sabo eno zgužvano knjigo. Jaz ne moram, jaz ne moram več. Ker ni trek, ker jih lahko 5000 knjig imaš lahko na Kindlu in me naben več ne bo prepričal, da to ni boljš. No, ni človeka. Ne vem. Ne bova, jaz sem težko, kaj sem imel že to debato, ker sem vedel, ker čim si rekla, da ti je papir, kul sem vedel. Vse to bi te naprašal dejansko. Ampak ne, fair enough, vsakor mu svoje, se temu reče. Ja. Ok, zdaj pa gre na ta zadnji del tega aparatusa, ker te jaz vprašam o tvoji strojni in programski opremi. In strojna oprema pač pomeni, z tega se vsi veselijo, tako da ni panike. Ja. To pomeni, računalnik pa telefon, pa kakšna tablica Kindle očitno nimaš, ne? Tako, telefon pa računalnik, kaj imaš? Neumen telefon. Ok, to me preseneča. A veš, kjer ga slučajno? Zdaj firma. Nokia, ja. Pamtivek, računalnik, ne vem, čakaj, nekaj imam, ker sem si second hand kupila celo. Imaš Maca, imaš PC? PC imaš, veš, to pa pri ljudeh, ki rišejo to dosti redko. Ja, v tem dan kol nisem se zverzirala v Macu in mislim, meni pač, veš kaj, meni zadostuje, kaj ne rečem? Ne, pa se ne cla, jaz sem tudi na PC, veš, to je dosti preferirano, ponovadi folk, zaradi tega, ki je pol se Adobe nekako to pobratil z Applom, če na Photoshopu delaš, pa edine, kak so raje na Macih bili, zmeroma, ne, ampak to je, veš, jaz sem tudi na PC-ju, pač meni tudi nima nobene potrebe pač po Macih posegati. Vse to, veš, meni se zdi, da res dosežem svoje standarde.
Ja, se to je dosti. Ne, pa polka ga enkrat jemliš kot orodje, če ti sede pa je mir. Točno to. Pa še razčistila sem si v glavi, da nikoli, bomo rekli, nikoli ne bom maharca v vektorske ilustracije, zaradi tega, ker sem se zavestno specializirala za anything but. Ampak pač sem zaradi izvedbene potrebe za pač delati produkte morala rahlo neko mikroskopsko znanje na rangle ne moreš kar vse nalepati. Tako pač neke logike sem mogla poštekati. Sej pol, ker to spremeniš v nekaj fizičnega, ne? Tam to rabiš. Tam pač to rabiš, drugače pa tako, kar se tiče ilustracije, pa še zmer mi ta moj lastni domislek ful koristi in sicer pač to, da pravim, da tisti, ki rišemo, dejansko gnetemo realnost. Ne? Zdaj pa karkoli to pomeni, a veš? Mislim, tako cool, dej tam za rangle še vprašal, ker to zašla, ker je pač kjer sem tako videl, ne poznam rangle dela, ne? Pač to je bilo, jaz sem to tako povezal, to je kaj moji možgani. Potty girl. Ja, veš, ampak ti so razlož, zdaj, ker rečemo rangle, mi obalo vejo, od kje so prišle in kaj so? Tu verjetno govoriva o emaliranem posodju. Tako, ja. Mislim, jaz ljudem razlagam one hude, ki zdijo malo Jugoslavija rangle. Se zgledajo Jugoslavija. Pa to je najboljši. Pa ne samo zaradi nostalgije, tako dejansko. Jaz mislim, da ima to neko svojo, da to je neka svoja stvar, ki jo jaz ne znam opisati. Ok, sorry, povej. No. Ne, ampak bi se strinjala, prav ta emajl, jaz vem, da ga imam na štantu, ne glede na to, kjer nacionalnosti je oseba, ki se približa temu produktu, jaz mislim, da ta material neki vleče. Jaz sicer ne vem, je to glih magnetizem, ampak tako deluje na ljudi, veš, da dejansko pridejo in tako ta prva stvar šlatati, pol šele gledati. Res. Jaz se ful zdaj, zaradi tega, ker mislim, da zdaj so vsi toliko navajeni na ta nek stainless steel, pa na te, veš, te neke, se mi zdi tako bolj hladna je posoda rata, jaz ne znam drugače reči. Kar je malo več topline noter, ne. Ampak zanimivo, veš, uporabljaš take besede, ki govorijo o fiziki, ne. In jaz skoraj se nagibam k temu, da ti nekaj sporoča, da emajl je good. Da je bolj, to se bo ful narobe, si že bolj eko deluje. Sej. Ne vem, realno gledam, ne vem. Ne, sem tako, ampak kako smo prišla do tega, da bi karkoli, mislim, zakaj sploh rangle, mislim, to mi je... To je... Se tu nekaj polono sprašal, zakaj šalce, se jaz ne vem, ampak tako, v smislu, zakaj res ranke... Zaradi tega, ker sem iskala za lastno blagovno znamko različne produkte. Širila sem si nek spektar, kaj vse bi se dal v tej Sloveniji sploh narediti, zaradi tega, ker nad tekstilom sem obupala, ker pač je zgolj so sintetični materiali za takšne vzorce, ki bi jih recimo jaz želela delati. In potem sem pač med brainstormanjem, kaj vse obstaja, je bil tam na mizi emajliran lonček in je Miha moj rekel, ko pa emo še obstaja. Stavek, ki sem ga v zadnjih 4 letih milijonkrat. Emo še obstaja. In to je ful odlična izhodiščna točka, da je to pol ure govorilo. Comeback naredi. Vse je slabega. Ne, ker je ena od njih stvari, ker mislim, da je še zmeraj po svoje ful prisotna, ampak je prisotna samo stare so prisotne. Ni novih kopval, ne? Dolg trajajo. Ker res to obstaja, mi imamo na morju še zmeraj 3. Mislim, da smo vsi. Veš, to je klasik. Zdaj pa programska oprema, gleda to, da imaš PC. To je sploh nekaj, da vprašam. Človek se smeji do so. Ne, samo hočem reči, tablico imaš kakšno? Ne, nimaš beg, Potem pa si na Windowsih, sklepam, neke Windows imaš na Windowsih sem pa... Photoshop, in pol ne vem več, kaj te vpraša. Chrome ali Firefox? Chrome. Ampak še to sem presedlala zaradi tega, ker sem uporabljala prej Internet Explorer in so mi povedali šalo o browserjih. Edin prav. Ker nam sploh ponovila, ker verjetno tako stara Internet Explorer. Ki ga bo zdaj ubil, by the way. Bom šla na pogreb. Milanka, pa še zadnje vprašanje. Ki je vedno isto?
če bi mogla izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, tako da ne more biti tvoja babi, ki je naredila vtis na te, oziroma misliš, da je bila zate narejena, lahko jo še imaš, lahko je nimaš več, kaj bi ta stvar bila? Tako eno, a veš, pištola na glavo, eno moraš povedati, ne 3, 1, pa fizična stvar. Tehnični svinčnik. Lej. Si že vedel, da bom to rekla. Ampak to je ležit odgovor, to je, veš. Tehnični svinčnik. Res? Okay. Ja. Tako kar impresivna stvar. To je čisto v kontekstu in lep odgovor, tako bom rekel. Milanka, najlepša hvala. Ja, ni za kaj. Ker si bila v aparatusu, kot zdaj vemo, ljudem rečem. Tako da reče adijo ali nekaj. Adijo. Čau. Tole je bila 102. epizoda Aparatusa. Milanko najdete v bistvu na njeni spletni strani, še najbolj, ker tam vidite vse, kar dela. To je pa go.com. Jaz sem na Twitterju afnanzt, tako da mi tam tešte, če vam je bilo kul ali pa ne. Sicer pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Aparatus in pa unim, ki ga boste. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. To je do naslednjič to. Hvala, ki ste poslušali. Čau.